dan. Včasih smo rekli dober večer, zdaj pa tak lep pomladanski dan, da začnemo z dnem. Končali bomo pa potem, ko se bo prevesil dan v večer. Naši gosti danes so znani, več ali manj, dr. Žiga Turk, če grem z tiste strani, gospod Žan Mahnič, znan iz parlamenta, potem gospod Daniel je mladina Slovenske ljudske stranke in pa gospod, ki se še zmeri uvršča med mlade, ne? Stranke Glas za otroke in družino. To se pravi, naši gostje bodo danes razpravljali o tematiki z naslovom točno narod brez mladih nima bodočnosti. To je resno vprašanje oziroma resna teza, o kateri se pravzaprav tudi v politiki verjetno premalo pogovarjamo. Zato bi, ker je edini od teh štirih sedaj v tem parlamentu, ki je v odhajanju, gospod Žan Mahnič, dajte mi povedati, ali politika starejših, starih, sploh zazna problematiko mladih, jo čuti in vsakokrat, ko se konča nek mandat, se začnemo spraševati, kaj pa je sedaj ta mandat bilo storjenega na področju mladih. Tukaj bomo kasneje odprli številna vprašanja, ki zadevajo mlade, in tudi vi jih boste odprli, poudarke dali posameznim vprašanjem in bomo tudi iskali odgovore. Torej, gospod Mahnič, imate uvodno besedo. Ja, hvala za besedo, France. Lep pozdrav vsem skupaj, v mojem imenu in pa v imenu Slovenske demokratske mladine, podmladka Slovenske demokratske stranke. Kar se tiče mladih področja, mladih sem bil poleg obrambnega področja najbolj aktiven v tem državnem zboru. Sem se najbolj ukvarjal s tem vprašanjem in žal ugotavljam, da je za mlade mandat, ki se zaključuje, mandat izgubljenih priložnosti, kajti ukrepi, ki so bili oziroma bolje rečeno niso bili sprejeti, ne pripomorejo k temu, da se mladi še vedno, lahko rečemo kar masovno, 8000 na leto, glede na to, da je generacija 18-19 tisoč, vzame pomeni masovno, izseljujejo oziroma odhajajo iz Slovenije, pa ne na študentske izmenjave, ampak pač na delo. In zaskrbljujoč je podatek, da se ti ljudje, vsaj ko se z njimi pogovarjaš oziroma ko s kakšnim od teh naredijo intervjuje, kratkoročno vsaj ne nameravajo vrniti. Mi sicer spodbujamo in podpiramo to, da se mladi hodijo v tujino, da tam nabirajo izkušnje in da potem tudi te pridobljene izkušnje lahko prenesejo v prakso tukaj v Sloveniji, ampak zato morajo priti nazaj, zato mora biti Slovenija neko privlačno okolje, kjer bodo mladi imeli svobodo in pa možnost ustvarjanja, brez tega, da bi jim država na vsakem koraku regulirala njihovo delo. Zdaj, direktno vprašanje je bilo, ali so bili mladi slišani, lahko rečemo tudi uslišani, kako je s politiko v tem primeru. Jaz menim, da politika veliko govori, stranke, ki trenutno sestavljajo vladajočo koalicijo, so veliko govorile tudi pred volitvami, polna usta so jih mladih, problemov mladih. Če pogledate recimo konkreten program, ki ga je takrat imela za področje mladih, takrat še stranka Mira Cerarja, danes stranka Modernega centra, če pogledate tudi koalicijsko pogodbo z tega področja, vidite, da nekaj ukrepov je bilo naštetih, ampak realizacije pa žal ni. Slovenska demokratska stranka je bila edina, ki je predlagala konkretne ukrepe v tem mandatu za izboljšanje položaja mladih, mladinske problematike, vendar niti eden od teh žal ni bil sprejet, oziroma eden je bil sprejet v prvem branju, pa so ga potem zavrnili v drugem branju. Mi smo v tem mandatu in tudi nasplošno, mi vidimo
Problematiko mladih nekje lahko razdelimo na 4 teme oziroma 4 področja, ki so po mojem mnenju zanimiva in vredna pozornosti. To je šolski sistem, to je trg dela, to je stanovanjska problematika in na koncu participacija. Danes veliko mladih ne hodi na volitve, ni politično aktivnih in menim, da bi se morali najprej ukvarjati s prvimi 3 temami, s prvimi 3 problemi in da bi politična participacija mladih potem nekako prišla sama po sebi. Če bi imeli urejen izobraževalni sistem, če bi imeli trg dela, ki bi mladim omogočal razvoj njihovih potencialov in pa na koncu, če je oboje učinkovito, če imajo mladi potem tudi službe, če so delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, si lahko privoščijo tudi stanovanje oziroma neko nepremičnino, kjer imajo pogoje, da si ustvarijo družino, potem participacija pride nekako sama od sebe. Če pa tega ni, pa seveda tisti, ki so kritični in verjamejo, da ima vsak moč v svojem volilnem glasu, da lahko nekaj spremeni, gre na volitve, ostali pa pač rečejo, da toliko stvari je neurejenih, vsi so isti in potem pač tudi ni udeležbe na volitvah. Zdaj, mi smo predlagali nekatere zakone v tem mandatu, posebej poudarek smo dali na dualnem šolskem sistemu. Potrebno je povezati izobraževanje in pa gospodarstvo. Zdaj na enem od soočenju je predstavnik podmladka Socialnih demokratov dejal, da mora biti gospodarstvo servis izobraževalnemu sistemu. Zdaj mi zagovarjamo ravno obratno, izobraževalni oziroma šolstvo mora biti tisto, ki mora biti servis gospodarstvu in tukaj je zagotovo eden od ukrepov dualni šolski sistem. Mi smo 3-krat predlagali zakon, ki bi lahko že bil v veljavi, kar pomeni, da bi dualni šolski sistem že živel v praksi. Zavrnjeni smo bili, potem je vlada prišla s svojim predlogom, no in v 4 letih smo tako daleč, da imamo od tega dualnega šolskega sistema 54 vajencev, ki so samo nekakšen pilotni projekt. Skratka, 4 leta zopet izgubljena na tem področju. Ko sem bil pa pretekli teden v Sevški dolini v Železnikih, sem imel okroglo mizo z gospodarstveniki in sem jih vprašal, kaj je tisto, kar si vi želite, uspešna gospodarska podjetja, med njimi tudi Domel iz Železnikov. Skoraj vsi, oziroma čisto vsi so rekli, izobraževalni sistem, ki bo produciral takšne kadre, da nam ni potrebno še, glede na to, da že dovolj denarja z davki vplačamo v državno blagajno, iz česar se potem šolstvo financira in zaradi tega pričakujemo, da šolstvo izobrazi kadre, kakršne mi potrebujemo. Ampak namesto tega moramo potem še toliko in toliko zapraviti, da te kadre izobrazimo tako, da so potem primerni za delovna mesta, ki v tistem podjetju so. Pohvalili so sicer šolstvo, ki je v Škofji Loki na področju tehničnih poklicev, da dobro sodelujejo, vendar si želijo več. Jaz se spomnim, ko je bil dr. Žiga Turk na zaslišanju za ministra za izobraževanje in tudi prej sem bil na enem predavanju, mislim, da je bila Mreža idej, kjer je imel predstavitev diapozitive, kjer je nekako predstavil, kako on vidi to izobraževanje, kako on vidi neko prihodnost, kajti ko govorimo o mladih, mi moramo vedeti, da ne govorimo samo o teh stvarih, ki se neposredno tičejo mladih, ampak govorimo o prihodnosti. Govorimo tukaj tudi o digitalizaciji, govorimo o 4. industrijski revoluciji, govorimo o nekem razvoju, govorimo recimo o nekih delovnih mestih, ki jih danes še ni in se bodo pojavili v prihodnosti. In se pogovarjamo o delovnih mestih, ki jih trenutno še imamo in jih v prihodnosti ne bomo imeli. Zaradi tega je šolski sistem izredno pomemben in potrebujemo večjo povezavo z gospodarstvom. No in tukaj smo potem naredili tudi drugi korak za tiste, ki so na fakultetah, predvsem za družboslovne smeri, smo predlagali ukinitev volonterskega pripravništva in pa uvedbo plačanega pripravništva. Se menimo, da na tak način potem lahko spodbujamo tudi zaposlovanje tistih, ki zaključijo fakulteto, na ta način dobijo tudi potrebno znanje oziroma prakso, izkušnje iz prakse in zagotovo je tistim, kjer mladi pri njemu upravljajo takšne prakse, tudi potem interes, da takega človeka zaposli, glede na to, da že pozna proces dela, ki poteka pri njemu. No, tudi tukaj smo bili žal zavrnjeni in neuspešni, tudi tega področja vladajoča koalicija ni
ni uredila. Kar se tiče stanovanjske problematike, ravno 3 tedne nazaj je padel naš zakon, žal smo bili prekratki za 5 glasov. Država ima v lasti približno 200 stanovanj, ki so prazna, v neposredni lasti, bodisi preko ministrstva, preko stanovanjske komisije, ki so nezasedena. V času druge Janševe vlade je minister Zvonko Černač pripravil kot infrastrukturni minister nek predlog, na podlagi katerega bi lahko mladi dobili ta neprofitna stanovanja, ampak ker je takratna vlada predhodno zaključila mandat, tega ni naredila in smo mi vložili 2-krat zakon, po katerem bi dali na stanovanjski sklad do 1. junija ta prazna stanovanja, naredili razpis in na podlagi tega razpisa bi se lahko prijavili mlade družine pod 35 let starosti. Prednost pri tem bi imele družine pred posamezniki in pa prednost bi imeli tisti, ki imajo slabši socialni položaj. Plačevali bi neprofitne najemnine, po 5 letih bi lahko neprofitno nepremičnino tudi odkupili, pri čemer bi se vseh 5 let najemnin štelo v odkupno ceno. To bi bil prvi korak, drugi korak bi bil, da bi tako naredili stanovanje slabe banke, katerih pa je približno 3000. Praznih, ki jih ima slaba banka, čaka, da jih bo prodala, jih ne proda, vemo, da zdaj cene rastejo, prej jih ni želela prodati, ker so bile cene preniske in tako se vrtimo v nekem začaranem krogu. Kar se tiče potem same tudi direktno participacije, pa smo vendarle tudi predlagali, da bi se denar, ki se izteče iz študentskega dela v državno blagajno in ga potem recimo dobi študentska organizacija Slovenije kot neka predstavnica dijakov in študentov, da bi razporedili drugače, da bi teh 10 milijonov, ki jih študenti in dijaki opravijo preko študentskega dela in jih danes dobi študentska organizacija, razdelili na drugačen način, da bi šle več še za štipendije, nekaj uradov za mladino, kjer transparentno naredijo razpise in se lahko mladinske organizacije prijavijo na te razpise, dobijo denar, zadeva je transparentna in pa nekaj bi dobili študentski klubi. No in tudi tukaj smo bili zavrnjeni, ker veste, da je študentska organizacija in nasplošno mladinska politika v Sloveniji zelo povezana sploh s stranko socialnih demokratov. Svoje pa je naredilo tudi dejstvo, da ima SMC za poslanca Kemala Izidora Šakerja, ki je bivši predsednik Mladinskega sveta Slovenije in ima tudi on pač in njegov krog tukaj interese. No in pa ta vladajoča koalicija za povrh vsega še Mladinskemu svetu Slovenije vzela status nevladne organizacije, ukinili so sklad za štipendije, zadeve drugače uredili in iz vsega tega izhaja, da je za mlade ta mandat izgubljen. Zagotovo imamo v Slovenski demokratski stranki primerne rešitve, kar se tiče dela z mladimi oziroma ukrepov, ki jih pripravljamo za mlade. Stranka sodeluje z našim podmladkom in naš cilj zagotovo je urediti razmerje v izobraževalnem sistemu. Imamo izkušnje z tega področja, naša stranka je imela 2 ministra na tem področju, imamo tudi druge strokovnjake, ki delujejo v okviru strokovnega sveta in ena od glavnih stvari, na katero bi recimo za področje visokega šolstva spremenili, je to, da bi uvedli vavčerski sistem. Danes je ta tok denarja dokaj nesledljiv, vemo, da so marsikakšne goljufije pri vpisih, tako bi pa imeli preprosto vavčer oziroma napotnico, tako kot jo dobite pri turistični agenciji, če greste v hotel, tukaj imaš vavčer za 3 leta za dodiplomski študij, ga neseš na fakulteto in fakulteta na podlagi tega dobi denar, je sledljivo, je transparentno in tako naprej. Mednarodne izkušnje, ki jih dobivajo študenti preko tega izmenjevalnega programa Erasmus+, so zelo dragocene. Mi menimo, da bi bilo potrebno večjim študentom to omogočiti, predvsem pa, da bi bilo potrebno tudi spodbujati ta Erasmus program za profesorje, ker je drugače, če lahko gre 5 študentov iz enega letnika na leto v tujino, ali pa da za pol leta pride nek tuj profesor predavati celotnemu letniku oziroma celotni generaciji nekega programa. Ko govorimo o programih, mi imamo recimo 400, povprečje Evropske unije je 200 študijskih programov na milijon prebivalcev, mi jih imamo 400, se pravi še enkrat več kot je povprečje v Evropski uniji. Zaradi tega bi tudi naredili neko omejitev pri vpisu na fakultetih, po katerih ni povpraševanja in pa dali še dodatne štipendije za tiste, kjer povpraševanje je. Povezava torej z gospodarstvom, ureditev visokega šolstva in pa seveda potem tudi spodbujanje družinske politike. Vemo, da družina je investicija, tukaj
smo edino desne stranke tiste, ki dejansko vidimo problem demografije kot enega ključnih za prihodnost Slovenije. Mi tega ne nameravamo reševati z uvažanjem Arabcev, pač pa na način, da bomo imeli Slovenci mlade družine, katerim bomo dali tudi v naši bodoči vladi finančne spodbude. Mi podpiramo idejo tako stranke, ki jo predstavlja danes Aleš Primc, da se da dodatna finančna spodbuda za vsakega novorojenega otroka. Potem mi bi dali še ostale subvencije za mlade, uvedli bi univerzalni otroški dodatek, katerega bi lahko dobili vsi otroci, stanovanja za mlade, odpis 20% glavnice ob kreditu za stanovanje pri rojstvu vsakega otroka in tako naprej. Vprašanje je, kje bi dobili denar, ali se za to splača. To je investicija v prihodnost, vsaka takšna investicija se splača, kajti dolgoročno se poravna. Če daš 3000 evrov ob rojstvu otroka, ko bo ta otrok začel delati, bo z davki to vrnil, bo z dohodnino to vrnil in tako naprej. In 3000 evrov se bo nekajkratno povrnilo že ob, ko bo star 22, 23, 24 let. In zato se splača tudi kakšen kredit vzeti, čeprav v rezervu je veliko. 3,5 milijarde, kolikor je bilo vrženo ob zadnji sanaciji v Novo Ljubljansko banko. Tega denarja mi nikoli ne bomo dobili nazaj. Predstavljajte si, kaj bi za 3,5 milijarde evrov lahko naredili za družine in pa za mlade. Skratka, jaz računam in srčno upam na to, da nam bo po 27. maju ali 3. juniju dana možnost, da bomo problematiko uredili. Imamo konkretne točke, imamo konkreten program, ekipo, ki že ima izkušnje in pa zakone, ki so že pripravljeni in v roku leta, dveh lahko izvedemo ukrepe, ki bodo bistveno pripomogli k izboljšanju položaja ne samo mladih, ampak celotne slovenske družbe. Hvala, gospod Daniel Valentine. Vi ste predstavnik podmladka Slovenske ljudske stranke. Na zadnjih volitvah je stranka nekako nesrečno za nekaj malega izpadla, ampak zdaj se resno pripravljate na naslednji mandat. In me zanima, v vaših razpravah znotraj stranke verjetno tudi podmladek sodeluje in tudi poudarja oziroma odpira problematiko mladih. A menite, da se bo dalo recimo kot stranka potem sodelovati tudi s takimi načeli, ki jih boste slišali pri drugih, oziroma kakšno je vaše mnenje podmladka glede reševanja teh problemov? Najprej hvala za besedo, gospod Cukjan. Skratka, zaenkrat sem slišal mnenje svojega kolega gospoda Žana Mahniča in se seveda popolnoma strinjal z vsem, kar je povedal. Kakor sem seznanjen tudi s programi stranke GOT, smo kar usklajeni z njimi, smo bili tudi na določenih akcijah v preteklosti skupaj in tako naprej. Dejansko, kar zadeva mladih, pri nas je stališče, da nič o mladih, brez sodelovanja mladih in seveda, kjer se to področje obravnava, smo tudi mladi prisotni in podajamo potem predloge stranki, tako da dejansko smo mi tisti vir oziroma interesna skupina, ki vrši zagovorništvo mladih znotraj naše organizacije. Mi seveda vidimo velik problem v Sloveniji glede rodnosti same in da bi bilo potrebno to spodbuditi. Nekateri ukrepi obstajajo, nas pa dejansko skrbi, da morda niso dovolj učinkoviti. Dejstvo je tudi to, da ko gre za pomoč pri spodbujanju rojstev, se moramo vprašati, da so res namenjeni spodbujanju rodnosti slovenskega naroda, dejansko da služijo namenu večanja slovenske populacije, da ne bi potem na koncu ratala država v državi. To je pač naš nazor našega podmladka. Moram pa povedati, kar zadeva splošnih področja mladih. Mladi se želimo čim prej osamosvojiti. Danes je zelo pomembna izobrazba, skoraj 40% se že terciarno izobražuje, torej so na fakultetah, visokih šolah in tako naprej.
To seveda tudi stane in problem je beg možganov. Zdaj mi to kot država investiramo v to področje, na koncu pa nimamo od tega dovolj za koristi in mi pričakujemo, da bi potem tudi mladi bili spodbujeni, da bi imeli možnosti to svoje znanje, ta kapital vložiti v razvoj na področju gospodarstva, tudi države same in tako naprej. Torej bi se bilo pač potrebno tudi povečati učinkovitost, kot je prej kolega Mahnič poudaril, na področju šolstva, morda tudi financiranja, ampak bolj se gre tukaj v ospredju razporeditev sredstev, da bodo res. Tudi na nivoju stranke so se zavzemali, da bi nekako približali šolski sistem trgu dela, da ne bi bilo tako, bom rekel, shizofreno ločeno med sabo ena sfera akademska pa potem praktičen svet. Jaz razumem, da so odstopanja, ampak da bi le skušali spodbujati hitro zaposljivost. Mi se tudi zavedamo, da s tem bolonjskim sistemom, čeprav pridemo do diplome načeloma hitreje, se čas študija podaljšuje, saj se tudi 7. stopnja izobrazbe doseže šele z magisterijem. Mene prav veseli, da se pač večja, bom rekel, ozaveščenost, da je izobrazba pomembna in da se veliko naredi na tem področju. In seveda pač to zahteva svoj čas. Zdaj problem je pa, koliko potem ostane delovno aktivnega prebivalstva. Mi pa vemo, da vsaka stvar stane in da denar ne raste ravno na drevesih, kot bi socialisti morda trdili, in se pač treba nekako celostno stvari obravnavati. Mi ne moramo samo mlade gledati neodvisno od ostale populacije, od ostalih generacij. Torej mi tudi tukaj zagovarjamo, opažamo težave na trgu zaposlovanja. Veliko mladih deluje pod zelo negotovimi pogoji v oblikah zaposlitve, recimo veliko več jih dela za določen čas, veliko več za skrajšani delovni čas. In s tem si težko potem ustvarjajo neko socialno varnost, se pravi, že če gre za najem kredita nekega, da bi imeli svojo nepremičnino, to praktično nemogoče brez pomoči staršev. In so tukaj popolnoma v odvisnem položaju in ta generacija ima težave na tem področju. Je pa resno, da so potem še ostale težave, recimo mi, ko govorimo o mladih, govorimo o populaciji med 15 in 29 letom, mislim, da je to tudi po zakonu o mladinskem sektorju, javnem interesu. Jaz sem pač bil v prejšnjem mandatu v vodstvu Mladinskega sveta Slovenije in smo potem vse te različne aspekte problematike mladih tudi obravnavali in ena od njih je bila tudi zaposljivost mladih in seveda zagotoviti, se pravi spodbujati zaposljivost. Evropska unija je nekaj delala na tem področju, to je bilo nek projekt, se imenuje Jamstvo mladih, ampak se je ugotovilo, da se je šlo to zgolj za kratkoročne rešitve, ki mladim niso ponujali neke dolgoročne vizije, neke dolgoročne zaposlitve. V bistvu so bili tudi, če se ne motim, neka oblika nelojalne konkurence ostalim, ki so iskali zaposlitev. Ni pa pač to služilo namenu, v katerem bi mogli, se pravi, da bi mladi dobili res dolgoročno zaposleno, zanesljivo zaposljivost in tako naprej. Zdaj, če grem na kakšno drugo področje, poleg zaposlovanja, glede participacije v politiki mladih. To področje sem sicer jaz pokrival kot podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije v prejšnjem mandatu. Moram reči, da so naši mladostniki v konvencionalni politični participaciji dosti manj aktivni od svojih kolegov v tujini. Zdaj tukaj gre tudi kot pojasnilo, da ima zelo negativen odnos do politike, da se je pač mladim zamerila politika in to je bilo tudi potem po tem obdobju recesije v letu 2008, potem dalje še pri nas se je še to kar vleklo naprej. Bom rekel, je to dosti na pesimizem vplivalo in tudi na nezaupanje v sam sistem. Moramo pa tudi vedeti, da politika je samo del zgodbe, ki nekako nudi infrastrukturo, mehanizme za delovanje gospodarstva, medtem ko gospodarstvo pač gre po svojem, smo tudi, bom rekel, bili ujeti v tokovih globalnih, mednarodnih in bi mogla država prej okrevati, če bi imela pravilne politike vzpostavljene na tem področju. Žal je pa tako tako, zdaj smo rekel, počasi se izboljšuje, ampak mislim, da se ta vlada nima nikakor
kar se SMC zadeva, zahvaliti za to, ker pač gospodarstvo je šlo svojo pot. Ne. Oni so samo se šlepali in hvalili stvarmi, za katere dejansko niso bili, bom rekel, oni prispevali, sploh niso k temu. Ne. In to mi je bilo najbolj smešen na zadnjem Cerarjevem govoru, da se je hvalil stvarmi, ki so dejansko se odvijale same po sebi, ki niso bile sploh posledica njegovih političnih ukrepov, ampak samo neke zunanje okoliščine. Ne. Se je hvalil, da Ljubljanica teče v eno smer, pa nisem za to nič naredil. Potem mogoče še kakšno področje, da bi izrazil mnenje našega podmladka, na njem bi bilo pa verjetno tudi, zdaj v stanovanjih sem že omenil, da je težko kredite dobiti, je pa resno, da je veliko praznih stanovanj, vsako 5. stanovanje je prazno. Če se ne motim, po zadnjih statistikah, okoli 175.000 stanovanj ostaja praznih. Niso vsa primerna za bivanje, recimo, da dobra polovica jih je, 100.000 bi rekel. No in se pač to so nek neizkoriščen potenciali in da bi se z raznimi programi nekako spodbujali, se pravi, da bi se mladi čim prej osamosvojili, da bi nekako bili nek čim prej produktiven element te družbe in seveda bili tudi sami sebi v korist v tem pogledu. Zdaj, upam, da nisem ničesar spustil, no. To bi bilo zaenkrat vse z moje strani. Hvala. Gospod Aleš Primc, vi ste že sami nekajkrat poudarili, da smo pravzaprav eden najstarejših narodov na svetu. Ne v tem smislu, da smo že bili pred 6000 leti, ampak z ozirom na povprečno starost prebivalca. In seveda sedaj v tej situaciji, kjer smo, so se meje odprle, vsekakor prihajajo novi visokorodni narodi, ki prej ali slej, ne vem kako, Orban je samo eden, ne, bojo preplavili Evropo. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Namreč mi pa vemo, da vsaka stvar na svetu ima rok trajanja. Ne? Tudi hiša ima rok trajanja. In je potrebno vzdrževati, je potrebno investicijsko vzdrževanje. Naš narod se stara, pa ni nobenega investicijskega vzdrževanja, nobenih programov za, boste povedali, zakaj, kjer so potrebna tudi sredstva. No in vaša stranka, Glas za otroke in družino, ima naslov, iz katerega pričakujem tudi temu primerne odgovore. Hvala lepa, lep dober večer. Jaz bi se začel pri naslovu. Narod brez mladih nima prihodnosti. To je seveda res. Ampak res je še tudi to, ne, da narod s premalo mladih ima težave. Tudi to je res. Narod s premalo mladih ljudi ima težave na različnih področjih, ki se tičejo še bolj starejših kot pa mladih. Zato je vprašanje družin, otrok, mladih v prvi vrsti vprašanje varne starosti. Tako bi jaz probal zadevo zastaviti, da bomo razumeli, ker se mi zdi, veste, da tudi upokojenci včasih vse preveč nasedajo obljubam, ki so lahko zelo kratkoročne, naprimer tista o 1000 evrih pokojnine. 1000 evrov pokojnine, takrat, ko jih je Erjavec obljubil, bi pomenilo na letni ravni 3 milijarde evrov. 3 milijarde evrov povečanja denarja za pokojnine. Jaz se ne spomnim, da bi kater novinar kadarkoli Erjavca vprašal, kje boste dobili 3 milijarde evrov. Ko smo pa mi rekli, da bomo dali vsaki slovenski mami 3000 evrov za obrojstvo vsakega otroka, je pa takoj velik halo, kje boste dobili 70 milijonov evrov. Se pravi, nobenega ni zanimalo, kje bomo dobili 3000 milijard.
ne? Oziroma 3 milijarde, ampak problem je pa 70 milijonov. Se pravi, da bomo imeli predstavo o redu velikosti. Treba je povedati pa to, da s tem, ko mi damo vsaki slovenski mami 3000 evrov ob rojstvu otroka, ne, je to investicija v pokojnine. Je to investicija v stabilnost zdravstvenega sistema. Je to investicija v gospodarski cikel. V Nemčiji so izračunali, da vsak otrok od rojstva do takrat, ko vstopi na delo, spodbudi 700 000 evrov denarnega toka. Se pravi, če hočete 700 000 evrov denarja, se obrne tam nekje v 25 letih, okrog enega otroka. In tukaj imamo vse, recimo jaz se spomnim, ko so bila žena še sama, so imela 1 liter mleka na teden zadost, pa še ta se nama je včasih skisal. Ne? Zdaj, recimo, ko imamo 3 otroke, je najmanj 1 liter mleka na dan. Celega kupa nekih artiklov, ki jih midva nista sama nikoli kupila, zdaj kupimo na dnevni bazi. Cele gospodarske panoge živijo od otrok. In če otrok ni, to te panoge propadajo. Jasno. Se pravi, otroci niso strošek, ampak pomenijo gospodarsko priložnost. Otroci, če damo mi otrokom nekaj, in zaradi tega upokojenci ne razumejo, da bodo oni kaj zaradi tega zgubili. Nasprotno, s tem, ko se da otrokom in družinam, spoštovani upokojenci, je bila narejena najboljša možna investicija v vašo in mojo, tudi jaz bom kmalu upokojenec, če bom doživel varno starost. Tega se moramo zavedati. Zato za mene mladinska politika, družinska politika, politika na področju zagotavljanja čim večjega števila rojstev, ni vprašanje mladih, ampak je vprašanje celotne družbe, za katero so najbolj zainteresirani upokojenci. In če katera stranka bi morala zagotavljati in zagovarjati čim večje število rojstev in pa to, da bo čim več slovenskih otrok, da ne rečem vsi do zadnjega, ostali doma, in če se le da po možnosti zaposleni v gospodarstvu, ker samo zaposleni v gospodarstvu, če smo čisto iskreni, ne, pomenijo plačevanje prispevkov, iz katerih se dolgoročno živijo vsi družbeni podsistemi, ki so financirani iz proračuna. Tega se treba zelo, zelo jasno zavedati. Jaz sem sicer javni uslužbenec. Saj plačujem jaz tudi penzijske prispevke. Ampak tiste penzijske prispevke, ki jih jaz plačujem in jih dobim do svoje delo, je moral nekdo v gospodarstvu zaslužiti. A res ali ni res? Res je. Se pravi, interes vsake države je, da ima, zdaj mi govorimo za slovenske razmere, ko imamo zelo malo otrok, da imamo čim več otrok. Da vzpostavimo pogoje, da se jih bo rodilo čim več. Potem je interes seveda, da ti otroci so zdravi, srečni, zadovoljni, da se dobro izobražujejo in da seveda potem na koncu z svojo izobrazbo ostanejo doma in če se le da zaposleni v gospodarstvu. To je strateški interes države, ki se nadaljuje s tem, da ti otroci seveda postanejo doma, imajo čim boljše pogoje za začeti svoj novi rod. Ker brez novega rodu spet ni nadaljevanja te celotne zgodbe, o kateri govorimo. In tisto, kar jaz vidim v Sloveniji, je to, da nisem še srečal politika v Sloveniji, na oblasti, v vladi, ki bi to razumel, kar zdaj govorim. Vedno znova slišim neke politike, ki gledajo zelo enostransko, zelo kratkoročno na ta vprašanja. In zadovoljujejo neke interese, zato da kratkoročno uspejo. Kot narod, kot bolniki, kot upokojenci,
začeli bo prihajati tudi kot šolniki, kot državni uslužbenci, pa postajamo čedalje bolj ogroženi, ker ne bo virov. Zato je to, kar se mi zavzemamo, ključna strateška prioriteta Slovenije v naslednjih ne samo 4, ampak 10 letih. Se pravi, z investicijami v družine moramo zagnati nov družinski razvojni ciklus. Moje generacije, ki so štele okrog 30 000 otrok na leto, smo bile sposobne roditi približno v povprečju 20 000 otrok na leto. 10 000 manj, kot je bilo nas. Če bodo te generacije, ki so velike 20 000, nadaljevale z našim trendom, bodo rodile okrog 15 000 otrok na leto. In če bodo še njihove generacije nadaljevale z istim trendom, bomo kmalu padli pod 10 000 otrok na leto. In prej smo slišali Žana, ki je rekel, da se jih 8 000 vsako leto izseli. Jaz ne bi bil rad star v taki družbi. Jaz se bojim biti star v taki družbi. Zato moram zdaj, ko sem še pri močeh, narediti vse, kar je v moji moči, in to je eden največjih mojih razlogov, da sem sploh vstopil v politiko. Da zagotovim, da bomo na starost približno varno lahko živeli. Lejte, jaz ne verjamem v to, da bodo mene na starost preživljali Arabci, Afričani, Pakistanci. Pa ne zato, ker bi mislil, da ti ljudje niso dobri ljudje, sami po sebi. Ne zato. Ampak zelo iz enostavnega razloga. A veste, na čem temelji ta medgeneracijska solidarnost? Na tem, da imam jaz zdaj med upokojenci svoje starše in svoje stare starše, če bili še živi. In zato ne delam prav preveckega haloja, če so dobre penzije, in bom vse naredil zato, da bo moja mama zadovoljna, pomela še večjo penzijo. Ti ljudje pa ne bodo imeli v Sloveniji svojih staršev pa starih staršev. In ne vem, zakaj bi nek tujec, ko bo prišel sem, se zavzemal za to, da bi imeli mi čim boljše pogoje. On bo rekel, ne, jaz sem starše tam. Jaz sem zato, da bodo moji starši čim bolj živeli. Ne rabi biti nič slab človek. Če je dober človek, bo tako razmišljal. A je res ali ni res? Tako je. In iz tega razloga jaz vidim, bom rekel, nekaj čisto najbolj normalnega, da če hočem, da bom jaz približno imel varno starost, približno mirno starost, dostojno starost, da bom čisto penzijo lahko približno normalno živel. Da zagotovimo naše otroke, ki bodo za nas skrbeli, ki bodo čutili do nas to in se bodo videli v tej zgodbi čez 20 let, kot se jaz zdaj vidim, da bom šel enkrat v penzijo. To je edina garancija medgeneracijske solidarnosti, ki jo jaz razumem po pameti. Vse drugo je lahko neka prisila, ki se bo slejko prej sprevrgla v to, da ne bomo sposobni zagotavljati. To je ena zadeva. Zdaj, ko jaz razmišljam, takole, kot zdaj razmišljam, in ugotovim, kako je v Sloveniji urejeno, da bi bilo tako, kot bi si je želel. In ugotovim seveda, da nekatere stvari so zelo v redu. Ko se jaz pogovarjam z mladimi, ki so šli v tujino, vsi do zadnjega mi rečejo, v Sloveniji smo si pridobili dobro izobrazbo. Z mojim matematičnim faksom odlično delam na tehnični univerzi v Münchnu in sem začel skoraj mogoče malo boljš, kot pa kolegi iz drugih držav. Lažje sem se vklopil. So imeli nekateri, mogoče iz kakšne države, malo težav, jaz sem pa takoj bil noter. Ko se pogovarjam tudi za druga področja, slišim nekaj zelo podobnega. Zdaj, mi generalno gledano ne moramo reči, da to neko bazično znanstveno znanje ni dobro. Nasprotno, moje izkušnje iz pogovorov, ki jih imam, mi potrjujejo, posebej še s tistimi, ki grejo v tujino, da nima nobenih problemov. Še posebej poskrbimo, da jih dobro naučimo tuje jezike, da imajo še čim manj problemov in to tujino. Se pravi, tukaj nimamo problema. Imamo pa seveda probleme, to, kar sta prej oba dva predgovornika omenila, da imamo pa probleme, ko se pogovarjam z gospodarstveniki. Prej je Žan rekel, da bi rad imel, da so mu rekli gospodarstveniki, da bi radi imeli
takšen izobraževalni sistem, da bi bilo treba čim manj vlagati potem v zaposleni še dodatno. Kar se pa jaz z njimi pogovarjam, je pa to, da pravzaprav več delavcev ne dobijo. Da pravzaprav za tisto, kar bi oni radi delali, tle sploh ni več interesentov. Se pravi, da mi pravzaprav ne izobražujemo za potrebe našega gospodarstva, izobražujemo, jaz sem zadnjič rekel, za dve kategorije ljudi. Za sistemsko brezposelni, pa za tujino. Generalno gledano. Seveda, tukaj le bom rekel svetle izjeme, tudi so, seveda, in jih ni malo. Ampak generalno gledano, ko imaš ti več kot tretjino populacije, ki se ti na leto izseli, potem moraš vedeti, da imaš problem, da nekaj ni v redu, ne? In tukaj jaz mislim, da je nujno potrebno, tako kot je bilo tudi rečeno, da se približa gospodarstvo in šolstvo. In jaz tukaj res ne vidim druge možnosti, kot da do neke mere razbremenimo gospodarstvo v smislu, da ne bodo plačevali, da bodo kakšen davek plačali malo manj, ampak da bodo tisti znesek, ki ga bodo manj plačali, namenili direktno v gospodarstvo, v šolstvo, za tiste potrebe, ki jih sami vidijo, da so pomembne. Meni se zdi noro to, da obstajajo na univerzi neke komisije, ki brez stika z realnostjo dostikrat, predvsem pa z vidika potreb učiteljev, ki bi sicer bili brezposelni, določajo študijske programe. Jaz mislim, da je nujno potrebno, in to je najlažje narediti skozi financiranje, pač da rečemo neke bazične študije, pa bazični programi, pač jih imamo, jih zagotavlja država, ostalo pa čim več gospodarstvo. Lahko se zgodi, da bo kakšen profesor ostal zaradi tega brez službe, kar je sicer problem. Ampak za mene je bistveno večji problem, če pol generacije ostane brez službe, kakor pa če bo kakšen profesor ostal brez službe. To, kar se zdaj dogaja. Tako da pač jaz mislim, da mora postati šolstvo, posebej pa to višje po srednji šoli in pa tudi poklicno, bolj usmerjeno v to, kaj rabi gospodarstvo, pa kaj rabi naša družba, kot pa to, kaj rabijo profesori. Verjetno je bilo celo cenejše za tiste profesorje, ki bi izgubili službo na ta račun, da jim dobesedno plačujemo za nedelo, kot pa da izgubljamo cele generacije, ki zaradi zgrešenih programov ostajajo brezposelni. To je ena stvar. In drug problem, ki ga jaz vidim, je to, da pravzaprav naš šolski sistem ne vključuje vzgoje za družino. Jaz se ne spomnim, da bi mene kadarkoli kdo v šoli od vrtca naprej učil, najlepši poklic v življenju je biti oče. Če boš dober oče, boš najsrečnejši človek na svetu. Če ti bo uspel približno normalno vzgojiti otroke, bo to tvoj največji ponos, ki ga boš v življenju doživel. Zakaj to govorim? Zdaj kot oče razumem, da je to tako. Pa mi tega nikoli noben povedal. Glejte, za vsak pasi drek v tej državi moraš dobiti certifikat, pa se moraš nekaj izobraziti. Za najpomembnejši poklic, ki ga imamo pa v življenju, se ga pa v šoli skoraj da niti več omeniti ne sme, da ne bo kakšne diskriminacije slučajno, da se ne bo kdo čutil zapostavljenega. Pa to je norost. To je norost. In pa se čudimo, recimo, da otroci, pa mladi, sploh ne razmišljajo o tem, da bi imeli otroke, da bi si vzpostavili družine. Seveda so spet tukaj tudi častne izjeme, da se ne bomo narobe razumeli. In kaj se pol dostikrat zgodi, danes mi je doktorica prav? Ja, glejte, šla sem čez celoten sistem, bila sem super uspešna, osnovna šola, srednja šola, študij medicine, specializacija, vse povsod najboljša. Pri 36 letih sem pa ugotovila, da se mi je rodna doba iztekla skoraj že. Zdaj pa iščem mrzlično fanta, ki ga bom dobila, pa vidim, da so vsi že zasedeni. Čakajte malo, In jaz mislim, da ta gospa na nek način, zdaj sama nas se jezna malo, kako da tiste bistvenih stvari ni opazila. Ampak jaz mislim, da je tudi družba so odgovorna. Ona bi morala biti od vrtca naprej, bom rekel, vzgajena v to smer, da bi ob tem, da je seveda pomembna kariera, morala razmišljati tudi o teh stvarih, ki nas najbolj osrečujejo. Zato, glejte, ko pridemo mi na oblast, kadarko to že bo, upam pa da že zdaj, bomo uvedeli družinsko vzgojo za veselo očetovstvo in materinstvo od vrtca naprej.
na vseh ravneh izobraževanja. In seveda potem govorimo, biti morajo podjetja družinam prijazna. To je za mene navadno licemerstvo. Če vrtec ni družini prijazen, če šola osnovna ni družini prijazna, v smislu, da bo krepila zavest o pomenu materinstva in očetovstva, kvalitetnega očetovstva in materinstva, zakonske zvestobe. Glejte, danes si najbolj osovražen, če omeniš besedo zvestoba. Nazadnjak. Pa jaz vidim pravzaprav, da je zakonska zvestoba je najboljša garancija zadovoljstva pa sreče. In najboljši dokaz so mi tisti, ki so se ločili. Velika večina tistih, ki so se ločili, poskuša ponovno vzpostaviti nek odnos zakonske zvestobe. Ejte, to ni nič nazadnjaškega. To je recept, za katerega jaz imam vso pravico, da za njega povem, da se mi zdi najboljši recept za srečno in zadovoljno življenje. In mimogrede je tudi najboljši recept za čim več otrok. Odnosi zakonske zvestobe, partnerske zvestobe in tako naprej so najboljši odnosi, v katerih se rodi največ otrok. In nasprotno, tudi velja. Se pravi, v družbah, kjer se propagira zakonska nezvestoba, kjer se propagira čim večje menjavanje partnerjev, kjer se propagira neodgovorna prezgodna spolnost, se zavestno propagira čim manjše število otrok. Zavestno. To ni naključje. Jaz nobenemu tega ne vsiljujem. Moraš biti zvest. Lahko pa povem svoje mnenje, da se mi zdi, da je to prava pot v življenju. In bi nujno morala biti kot ena od pozitivnih izkušenj in spodbud za življenje povedana tudi v šoli. Ne pa tako, da se moji otroci, recimo čutijo včasih, recimo, kar malo tako čudni, zato ker mislijo, da morata pa oči pa mamica kar se dobro razumeti, pa recimo naj kregajo, če se kdaj kaj spričkam po to, če ne smete tako. Čakajte, otroci to razumejo. Otroci rabijo varno okolje. Otroci rabijo stabilnost. Vete, kdaj so otroci najbolj nesrečni? Ne takrat, kadar ni hrane doma. Ne takrat, kadar ne grejo na dopust. Ne takrat, kadar se morajo učiti. Ne takrat, kadar morajo delati, kot eni mogoče mislijo. Pa zaradi tega so prepovedali otroško delo v smislu domače pomoči. Ne. Otroci so najbolj nesrečni, kadar se mama pa oče ne razumeta. To je najhujša nesreča otrok, ko ne ve, kam bi se dal. Ko je izgubil temeljno varnost, temeljno okolje, v katerem se počuti varnega. Sedaj ni nič. Rekel, je čisto normalno, da se vsake toliko časa skregamo in je tudi prav, da otroci vidijo, da se skregamo, pa da potem tudi vidijo, kako znamo skupaj priti, ker to pomeni na nek način, da smo jim pokazali, kako se rešujejo konflikti. Ampak ne mi pa nihče ne govori, da je družba, ki spodbuja ločitve, ki ne pripravlja partnerjev in bodočih zakoncev za to, da bi bila sposobna živeti skupaj. Ne? Da je to družba, ki hoče dobro otrokom. Ne, to ni družba, ki hoče dobro otrokom. To je družba, ki otroke zavestno sili v to, da se bodo počutili reveže. In seveda potem se ne čuditi, če v taki družbi ni otrok, dragi moji. Ne se čuditi. Tako da mi želimo, poleg vseh finančnih spodbud, o katerih ste lahko že slišali, se pravi 3000 evrov v rojstvu vsakega otroka, 3000 evrov pomoči mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema, 200 evrov povečanega univerzalnega otroškega dodatka. Uvedli bomo v penzijski sistem dodatek za materinstvo in očetovstvo. Poglejte, penzijski sistemi poznajo nagrajevanje za materinstvo in očetovstvo v smislu.
tudi mi smo to prej imeli, pa je bilo ukinjeno, da si na vsakega otroka šel toliko pa toliko prej v penzion. Nekatere države, recimo Nemčija, imajo pa točkovni sistem, kjer z vsakim otrokom dobiš neki točk in zaradi tega neki večjo penzijo. Mi smo doprinos plačnikov v penzijski sistem popolnoma ukinili v našem penzijskem sistemu. To je treba popraviti. Jaz moram vedeti že zdaj, seveda, da bom dobil 3000 evrov ob rojstvu otroka, jaz moram že zdaj vedeti, da mi bo država pomagala, da ne bomo ostali brez strehe na glavo, in jaz moram že zdaj vedeti, da bom zaradi tega, ker imam otroke, bil tudi v penziji malenkost na boljšem. In zato mislim, da je bilo pravzaprav protiustavno in protizakonito, da so staršem, ki so z nekim upravičenim pričakovanjem, lahko rečemo tudi, imeli otroke, bil vzet v nekem trenutku nek tisti dodatek oziroma krajša delovna doba za upokojitev. Edino pošteno bi bilo, da bi se lahko tak zakon protidružinski, če ga sprejmejo protidružinske vlade, sprejel, ampak veljati bi moral šele potem, ko bi šel zadnji upokojenec, ki je lahko imel otroka, s tem, da bi upravičeno pričakoval to skrajšano delovno dobo, šel že v penzion s tem beneficiranim stažem. To je bilo edino pošteno. Tako da, pogledajte, mi bomo vrnili tudi, se pravi, materinski in očetovski dodatek, se pravi, nagrajevanje upokojencev za vsakega otroka. Ampak pogledajte, denar je pomemben. Prepričan pa sem, da samo denar bi bil premalo. Potrebno je vzpostaviti ta pozitiven odnos do materinstva in očetovstva, željo po temu, da bi se tako tudi za materinstvo in očetovstvo izobraževali, da bi si ga želeli, in potem sem prepričan, da bo ta skupen učink, tako ta vrednostni, čustveni in finančni, pripeljal do tega, da bodo naši sedanji mladi nas prekosili za še enkrat. Če so naše generacije imeli, se pravi, v povprečju 1,5 otroka, si srčno želim in verjamem, da se lahko s temi ukrepi, o katerih govorim, dosežemo to, da bodo imele generacije v kratkem 3. In to bi pomenilo, da je naš narod, bom rekel, spet zašel na pot, v kateri ima perspektivo, v kateri bi imel srečno prihodnost in v kateri bi se lahko tudi vsi upokojenci, vsi bolniki počutili varni. Ker pa mislim, da je pa skupen interes nas čisto vseh. Hvala lepa. Hvala Alešu za to, da nas je opozoril, kako pomembno je ustvariti v politiki življenju prijazno okolje, družini prijazno okolje. Če se spomnite, v mandatu 2004, torej do 2004 je število rojstev padalo linearno in 2004 z prvo Janševo vlado se je s zamikom 2 let ustavilo in raslo število rojstev. Torej, izrazito, čim politika ustvari družini prijazno okolje, se stvari spremenijo. No, v nadaljevanju boste verjetno tudi vi kaj vprašali, sedaj pa prosim dr. Žiga Turka. Njega poznate, on je sedaj profesor informatike na Gradbeni fakulteti, bil je tudi minister za šolstvo, znanost, kulturo, šport, odgovoren za mladinsko politiko in seveda bo z tega naslova lahko nam povedal, ali je možno, kako bi se dalo in kako bi bilo treba, vsekakor glede tega problema, ki ga danes vrtimo tukaj na javni tribuni. Prosim. Ja, hvala lepa za ta uvod. Se sliši? Res je, moja zadnja politična funkcija je bila, da sem bil minister za šolstvo, znanost, kulturo, šport, pa še versko skupnost, informacijsko družbo in mladino. To povem večkrat kot anekdoto, kako bi rekel, del na koncu, kako dolge vrste odgovornosti so v tej državi vprašanja mladine, ampak kot bo jasno iz mojega izvajanja, mogoče to niti ni tako hudo oziroma niti ni tako pomembno. Kolega Cukjati je tudi povedal, da sem profesor informatike na Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani
Jaz sem eden tistih, ki ne naučimo študenta konkretno tako klikati po programih, kot bi podjetje takoj po zaposlitvi želelo, ker podjetja so različna, znanja so pa skupna in jaz upam, da jih učimo tudi misliti in da jih učimo tudi, kako se bodo celo življenje učili, kajti tehnologije, ki prihajajo, oziroma svet, ki prihaja, ne bo prav nič podoben temu, kot ga imamo zdaj. Jaz mislim, da se vsi za to mizo strinjamo, da si želimo, da bi bila Slovenija na nek način mlajša država. Mlajša država v smislu, da bi ton naši družbi močneje dajali mlajši ljudje, mlajše generacije. To ima cel kup dobrih lastnosti, tudi popolnoma ekonomske, ker če imate mlade družine, si želijo nov hladilnik, novo stanovanje, novo zibelko, novo pohištvo, nove igrače, mogoče tudi nove čevlje, novo obleko, kolikor starejši smo. In v tejle dvorani nas je za moj okus preveč starih, pa premalo mladih. Mi vemo, da smo nekako kar zadovoljni z hajzgen čevlji, se če nimajo lukne. Vse so v redu. Skratka, gotovo se strinjamo o tem, da so mlajše družbe propulzivnejše, da je v njih več optimizma, da družba kot celota je pripravljena več tvegati, več investirati. Starejše družbe so bolj previdne in potem nastaja nek tak začaran krog. Kako se proti temu boriti, se mi zdi, da bi lahko bile za tem omizjem kakšne razlike, ki pa jih jaz ne bi rad tukaj potenciral. Dejansko pogrešam v Sloveniji pravzaprav med mladimi nek večji interes za javne zadeve, za politične zadeve, za družbene zadeve. Tukajle vas je mladih na prste ene roke. Tudi definicija, kaj je mlad, je zanimivo od družbe do družbe različna. Jaz sem gledal malo programe mladinskih politik evropskih držav in tako naprej. Velika Britanija, vlada njenega veličanstva, obravnava mlade kot, to je pa starost od 13 do 19 let. In potem, ko si enkrat star 19 let, imaš vse značilnosti odrasle osebe. Pri nas je pa to 15 do 19. Jaz z zavidanjem gledam na sceno, ki sem prepričan, da tudi kakšni mladi spremljajo v ZDA, kakšno, bom rekel, kulturno, politično vrenje je recimo na tamkajšnjih univerzah. Ko pridejo predavati intelektualci, mladi, atraktivni intelektualci, ko se krešejo ideje, ko naredijo pred polnimi dvoranami s 500 000 obiskovalci debato o družbenih vprašanjih in je zadeva polna. Popolnoma nič takega se v Sloveniji ne dogaja, še posebej se ne dogaja to, da bi res prišlo do nekega soočenja mnenj. Takole se dobimo približno enako misleči in v kakšni drugi dvorani se dobijo približno enako drugače misleči. In mladi, ki svoj čas, oziroma mladi, ki jim za njihov čas taki dogodki konkurirajo z celotno ponudbo in prostočasnih aktivnosti in zadev, ki se jih da na internetu gledati in, bom rekel, študija njihovih privatnih zanimanj in tako naprej, enostavno ne vidijo tiste atraktivnosti oziroma enostavno zadeva ni konkurenčna. Zakaj o mladih govorimo posebej oziroma zakaj vendarle so mladi nek poseben problem, ki pa po mojem mnenju zahteva zgolj splošne rešitve. V bistvu zato, ker mnoge napake, ki so v družbi popolnoma splošne, mladi čutijo bistveno močneje. In nekatere probleme v družbi čutijo pa manj. Drugače, skratka, dojemajo težave, ki so v družbi prepoznane. Naprimer, vprašanje trga dela, nefleksibilnosti trga dela, segmentacije trga dela, monopola obstoječih zaposlenih na njihova
trenutna delovna mesta, to mladi zelo, zelo močno čutijo. Čutijo probleme revščine, čutijo probleme neke splošne, pravzaprav ne prevelike razvitosti države. Čutijo vsa vprašanja, ki so povezana z takimi in drugačnimi monopoli in omrežji. Oni so mladi, oni so novi, oni niso nikamor povezani. Nimajo, kako bi rekel, možnosti oziroma priložnosti v profesionalna ali pa morda tudi politična, družbena, civilno-družbena omrežja vstopiti, ker je Slovenija država, ki je razmeroma zelo razparcelirana po mrežah, lobijih, omrežjih in tako naprej. In seveda po drugi strani mlade majčkeno manj skrbi, kako funkcionira naše zdravstvo, ker so v glavnem zdravi, malo manj jih skrbi, kako deluje pokojninski sistem. Če boste mlade vprašali, nihče resno ne računa, da bo iz tega dobil kakšno pokojnino. Na evropskih razmerah je, v evropskih okvirih je seveda kar nekaj strategij, ki se z mladimi ukvarjajo, ki pokrivajo področja, kot so zaposlovanje in podjetništvo, kjer, kot rečeno, je glavni problem mladih v Sloveniji segmentacija trga dela oziroma razdelitev na tiste, ki imajo zaposlitev za določen čas, za nedoločen čas in vse ostale. Težko je v take zaposlitve vstopati. Vprašanje politične participacije oziroma vključenosti nasploh, ki se kaže v razmeroma veliki apatiji med mladimi, kar se tiče udeleževanja volitev, kar se tiče sodelovanja v debatah in tako naprej. Prav gotovo mlade zanima področje izobraževanja, kjer je bilo kar nekaj idej tudi dobrih že povedanih. Pomembno področje je področje mladih in prostovoljnih oziroma civilno-družbenih aktivnosti. Omenjen je bil gospod Šaker, ki se ga tudi spomnim iz časa, ko sem bil minister. Ta mladinska civilna družba je pravzaprav, kako bi rekel, neka taka uradna, vladna, državna, mladinska subkultura, ki ni pravzaprav vsem dostopna, ali pa znotraj katere si pravzaprav neki krogi stvari zadržijo zase. Je pa ogromna rezerva v Sloveniji, se mi zdi, prav v civilno-družbenih iniciativah. Kolega Primc je naštel ogromno tem vsebin, ki jih je dejansko v Sloveniji treba osvetliti, kjer je potrebno spremeniti odnose, kjer je treba spremeniti vrednote. Ampak, po mojem mnenju, bi velikanski del tega lahko naredila civilna družba. Ni potrebno, da se država in šola čisto z vsem ukvarja. Seveda, če nam bi uspelo okrepiti tudi tisti del civilne družbe, ki ima vrednote, ki so nekako nam tukaj skupne. Še ena taka tema je mladi in svet. Mlade svet ne zanima samo v smislu tega, da bodo šli nekam v svet, v službo. Mladi, vsaj tudi študente, s katerimi imam jaz posla, znanci in tako naprej, oni so Evropo ponotranili, razumejo Evropo kot to je pravzaprav naše dvorišče, to je ta naš prostor, ki je tako rekoč skoraj doma, in tudi ostanek sveta ni več tako daleč, kot je bil nekoč. Naši študentje so delali, bom rekel, malo prostovoljno, malo za šolo, malo za dobrodelnost, konstrukcijo neke vasi oziroma neke šole so gradili v Afriki. In postajajo državljani sveta, tudi slovenska mladina, tako kot je recimo angleška mladina, so državljani sveta že 200 let, odkar so njihove ladje zasedle 3/4 globusa. Dejansko niso vsi mladi enaki, oziroma občutek imam, da se tudi mladinska populacija na nam neugoden način deli v dve skupini. Ena skupina je tista, ki
kako rekel, funkcionira mimo države. Mimo pravzaprav tudi politike. So zdravi, ne potrebujejo nekega silnega zdravstvenega sistema. Policija, vojska in tako naprej, skratka, ti državni sistemi niso njihov problem, davki, finance in tako naprej tudi ne. S šolstvom so zadovoljni, smo slišali, da je naše izobraževanje kvalitetno, pa če ne bi bilo, najdejo kup izobraževalnih tečajev, vsebin, celih, bom rekel, programov na internetu in so se tudi tam sposobni hitro kakšne stvari naučiti. Poskušajo z kakšnimi startupi, z zagonskimi podjetji in štartajo praktično takoj na svetovni trg ali pa vsaj na evropski trg. Slovenija ni tista točka, ki bi jih zanimala. Ali pa razmišljajo, da bi šli v tujino, ampak za njih ta Evropa ni več tako tujina, kot je morda za mojo generacijo. To je nekaj, kar se, torej meje v Evropi se topijo, kar je tudi zasluga konec koncev politik in programov, ki jih Evropska unija podpira. Skoraj vsi študenti oziroma zelo veliko študentov hodi za semester 2 na kakšno tujo univerzo in ste lahko prepričani, da to tudi prispeva k temu, da razmišljajo o tem, da bi tudi svojo profesionalno kariero začeli ali pa delo opravili v tujini in z nekimi administrativnimi ukrepi, pa da bi to začelo omejevati, se seveda tega absolutno ne da odpraviti in bi bilo tudi na vse načine škodljivo. Skratka, imamo eno uspešno, svetovljansko, ambiciozno skupnost med mladimi, ki jo država pravzaprav kaj zelo dosti ne zanima. Potem imamo pa eno drugo skupino, ki jo pa država še kako zanima, ki pa pričakujejo od države tako imenovane priboljške, ki pričakujejo tako in drugačno pomoč, take in drugačne usluge, podpore, socialo, neko luštno državno službo, bom rekel, v neki javni upravi. Težava se mi zdi za naš politični prostor ali pa za nas tukaj, ki podobno mislimo, je seveda v tem, da si ne z eno ali drugo skupino teh mladih ne moramo pomagati. Tisti, ki so svetovljani, poskušajo funkcionirati, bom rekel, zunaj okvirov Slovenije in slovenske politike in tisti, ki niso, pričakujejo politike, ki jih konkurenca slovenskim desnim oziroma desno-sredinskim strankam pripravlja. In zato se mi zdi morda tudi razlog, zakaj je tukaj nekaj manj mladih, kot bi si jih človek želel. Kako ta problem rešiti, ne vem, se nekaj idej bilo tukaj povedali. Drugače na splošno, kaj narediti za to, da bi bilo za mlade boljše, da bi bili mlajša družba, tudi da bi bilo več otrok in tako naprej. Mislim, da so neke 3-4 stvari, na katere bi veljalo spomniti. Mi, ki smo tukaj, velikanska večina nas, ki smo tukaj, lahko ogromno za mlade naredimo tako, da smo dobri starši. In sicer je morda bi bilo fino, da se otroci nekih vrednot naučijo tudi v šoli. Bi bilo fino, ne vem, da se naučiš biti dober oče v šoli. Ne, te stvari se naučimo od očeta pa od mame. Vendarle, osnova je to. Se pa strinjam, da nekaj drugega bi pa gotovo morala šola, pa ne samo šola, ampak tudi družba kot taka vzpostaviti. In to pa je, da vsaj ni nasprotna ali sovražna temu, kar se naravno dogaja, verjetno celo v vseh družinah, levih in desnih. Funkcija očeta pa matere ni leva in desna. Funkcija očeta in matere je človeštvo peljala, bom rekel, na tej čudoviti poti razvoja zadnjih, ne vem, 500 000 milijon let. Niso hodili v šolo, te vrednote so, pridemo z njimi na svet, jih imamo v srcu, pravzaprav treba samo paziti, da jih šola, družba, sistem, pretirano intelektualiziranje in tako naprej ne zatre. Samo to, za to je treba poskrbeti, pa bodo cvetele naprej.
Še naprej je treba skrbeti za kakovostno izobraževanje in najti neko ravnotežje med tem, kar kolegi pravijo, ne, da prideš v službo pa znaš takoj delati, in med tem, da si osvojil neka znanja, ki ti bodo prišla prav, ko se boš moral sam učiti čez 5, 10, 20 let in tako naprej. In tretja reč, ki se mi zdi pa najpomembnejša za mlade in stare in srednje. Ampak za mlade verjetno najbolj ravno zato, ker mladi so fleksibilni. Mladi nimajo korenin, mladi glasujejo z nogami. Ne? Zato so efekti pri mladih v zvezi s tem, kar bom zdaj rekel, najpomembnejši. In to pa je normalna država. Nič več kot to. Normalna država, ki bo bogatejša. Če bo država bogatejša, potem bodo višje plače, potem si bodo mladi, mlada družina, nek par, vsak bo imel malo večjo plačo, kot jo ima zdaj, si bo lahko pač vzel stanovanje v najem. Svobodnejša država. Svobodnejša ravno v smislu tega, da ni v vseh sistemih in podsistemih neke mreže, omrežij, ki pravzaprav skrbijo samo za to, da ne bi kdo zraven prišel, da ne bi kdo not prišel, da se ne bi kdo pridružil in nam vzel, bom rekel, košček te pogače, ki smo si jo ravno lepo navadili deliti. Po možnosti še celo nek mlad. In tudi to je, bom rekel, popolnoma splošna reč. Del te normalnosti bi bila vplivnejša, močnejša, pluralnejša civilna družba. V smislu prenosa vrednot, vzgoje vrednot, mnenj, ki so morda strokovna ali pa ki so vrednostna, ki prihajajo iz usedline, ki se je v naših srcih, v naših genih nabirala 100 000 let. Za kaj takega je dosti boljše, da prepustimo civilni družbi, jo okrepimo na tem področju in damo dihati, kot pa da imamo neke državne politike z vrha navzdol. In četrta komponenta te normalnosti je po mojem mnenju samozavestnejša slovenska družba. Samo če bomo samozavestni, vem, da imajo to, mislim, da zdaj socialdemokrati so dali kot slogan svojega programa, jaz samo na svojem blogu ustvarjalnost, podjetnost, samozavest zadnjih 15 let, tako da beseda je, mislim, da je beseda splošna. Ampak tisto samozavest, ki jo mi potrebujemo tukaj v Sloveniji, je ta samozavest, zaradi katere smo ponosni in veseli, da smo tukaj, da smo to, kar smo, da smo Slovenci. In če bomo taka samozavestna družba, bodo mladi ostajali. In če bomo taka samozavestna družba, bodo tisti, ki so si priselili, ostali del te družbe, se bodo vključili v to družbo. Ne bodo imeli potrebe peljati naprej nekih svojih identitet, ker ti Slovenci so mevže, z njimi se itak nima smisla, bom rekel, se njim postajati podoben in tako naprej. In seveda vse te stvari so pa druga z drugo povezane. Ne gre eno brez drugega, če hočeš biti ekonomsko sposoben, si samozavesten, če si samozavesten, si ekonomsko bolj sposoben. Če imaš svobodnejši gospodarski in vse druge sisteme, preplavajo na površje boljše podjetje, boljši posamezniki, si zato ekonomsko sposobnejši in si zato samozavestnejši. In če imaš vso to podlago, lahko financiraš neko civilno družbo, ki skrbi za to, da je nek etičen, moralen, skratka ta civilen, nedržaven, neformalen substrat aktiven. Tako da začel sem s tem, da je mladina tam nekje, mislim, da 7. točka bila v mojem resorju, ne? Ampak če bi vse ostalo funkcioniralo tako, kot bi lahko, pa ne, potem bi lahko tudi od tam neke posebne probleme mladine črtali in se ukvarjali z drobnarijami, kot so kakšno študentsko zdravstveno zavarovanje itd. Ampak v celem tisto, kar mladi potrebujejo, po mojem mnenju,
in kar mlade družine potrebujejo, je neko normalno okolje, v katerega tudi rad, bom rekel, nekega otroka pripelje. Hvala tudi dr. Žigi. Sedaj seveda je kot ponavadi beseda vaša. Prosim, če dvignete roko, kdor želi postaviti kako vprašanje posamezniku ali pa kar vsem hkrati. Ja, tam zadaj je eno vprašanje. Čakajte, pogledajte, boste dobili mikrofon. Ja, se ki sliš tole, se mora predgati. Je že. Ja, spoštovani so prijatelji Aleš, dr. Valentin, prijatelj, Žan Mahnič, tam je najbolj všeč, tako mojega knjiga. Prvičan me poznajo nekateri, vse ste lahko in prav povedali, če so Aleš nekaj, kako mislim, da se neto. Ampak in zid je pred vami. Zid. Velik zid, ker noben noče izusta. Jaz bom pa nalil čistega vina, ker sem Slovenc v Sloveniji. In Slovenija je bila od nekdaj krščanska, ne muslimanska, pika. In dokler bojo muslimani kaj hinavsko, ne mora kleze pa čakali svoj čas, da jih bo več, ker jih je že skoraj zdaj več, smo pa tam, ker ne bomo nikoli več bili. Idemo resnici v oči pogledati. Do te zadnjega ven, v Sloveniji smo Slovenci v krščanski Evropi in ne v muslimanski. Dejte se vi to zavedati. Že zdaj je skoraj že večina z muslimanstva. Dajte malo to gledati. In ne mi govoriti o bontonu, pa ne mi govoriti o ne vem kakšni bratstvu, pa ne vem koga. Muslimani ne spadajo kje k nam, ker moramo mi njih ubogati. Vlada mi po glav tepe, če mu kaj rečem, oni pa lahko delajo, kar hočejo, da ne bi govoril ekspozeje zela dva. Gospod je krščanska Slovenija, ne muslimanska. Levi Žbigovc ni izdal izgon iz države od zemlje državljanstva, po kratkem postopku, kaj imate srečo, da nisem predsednik. Pa bi jih malo reda naučili. Ne pa mi tle za hrbtom tle ured lezati, pa mi pa tam nož poslati. Dobro, no, hvala. Ne, gospod Cvetljak, to je živa resnica. Zakaj se bojite govoriti to, kar je res? Smo tudi mi različni med sabo. Pa da gremo še dva vprašanja, potem bo pa čas za odgovore. Še dva vprašanja. Ja, izvolite. Jaz bi vprašal Žana, prej si omenil študentsko organizacijo, pa predlog SDS-a glede delitve denarja med ostale mladinske organizacije. Mene pa zanima, kaj po tvojem mnenju bi mogli narediti s samo to organizacijo? Torej, kaj bi mogli narediti s študentsko organizacijo? Ali bi jo mogli ukiniti, ali bi mogli pa samo z zakonom odvzeti denar? Še eno vprašanje, potem bojo pa, ja, tam zadaj. V osnovi bom rekel tako. Mi govorimo, da je to država, pa praktično bi mogli sploh ugotoviti pravne temelje. Pravni temelji so že padali na infrastrukturi, pa ne bom govoril po 14. amandmaju vezan na Branka Kostića. Lahko bi govorili mednarodne sporazume, ki jih ne spoštuje ta država, niti pod razno. Torej, govorimo, da stoji narod na mladi, bomo rekli rod. Praktično niso razčistili, ne kaj je pleme, ne kaj je narod, ne kaj je nacija, ker nimajo opredeljenih niti po badinterju meja. Točno je treba poznati. Evropa se ne bo zavzela za nas, ker praktično niso vzpostavili enega samega prijatelja. Zdaj pa govorimo, da imajo prijatelje. Prvo opredeljujemo, kaj so vrednote, pa kaj so vrednosti. Zakaj so ljudje obglavljeni, zakaj nimajo korenin. Govorite, da so Slovenci. Kdo ve, da pojem Slovenci izhaja iz besede sol ente? Dajte porazložite mi, prosim, ker sploh niso učili zgodovine. Hvala. Hvala. Bomo v drugim krogu. Izvolite, kdo želi odgovoriti prvi? Ja, gospod. Ja, hvala. Jaz sem bil direktno izvaden. Zdaj, kar se študentske organizacije tiče,
Jaz mislim, da mora najprej in v prvi vrsti začeti opravljati poslanstvo, zaradi katerega je bila tudi ustanovljena, in to je zagovarjanje študentskih interesov. Študentska organizacija Slovenije bi morala delovati bolj kot nek sindikat mladih, žal pa se ukvarja z vsem drugim, predvsem s financami. To organizacijo držijo skupaj samo finance, in če jim 10 milijonov evrov pade vsako leto iz naslova študentskega dela, potem se lahko s tem denarjem počne takšne in drugačne stvari. Ne bom našteval vseh malverzacij in pa afer, lahko ste jih spremljali v vseh teh letih. No in ravno zaradi tega smo mi pač predlagali, da se teh 10 milijonov evrov drugače prerasporedi, in sicer, da jim, mislim, da ne vem točno na pamet zdaj številko, ampak da jim še približno 2 še vedno ostaneta za delovanje in tako naprej. Od tega se 1,5 milijona evrov da več za štipendije. Del tega denarja, tudi približno toliko, gre za študentske klube, ki seveda spodbujajo potem participacijo mladih. No, znaten del teh sredstev, mislim, da nekaj več kot 4 milijone evrov, pa je pod našem predlogu šel na Urad za mladino, ker če mi damo denar samo študentski organizaciji Slovenije, ima denar ona. Če ga pa damo Uradu za mladino, pa lahko oni, glede na programe, ki jih pripravijo tudi razpise, kdorkoli se lahko mladinske organizacije tja prijavijo, in če imajo ureden projekt, se ga prvič financira, drugič pa se ga financira na podlagi nekih jasnih kriterijev, ki so potem tudi preverljivi, in ukolikor program ni bil realiziran, je potrebno pač denar vrniti. Tako da ta predlog ni bil sprejet, ampak v naslednjem mandatu bomo s to zadevo ponovno poskusili. Hvala. Gospod Aleš? Mi imamo v slovenski ustavi, kar se tiče slovenskega naroda, mislim, da samo enkrat omenjeno slovenski narod. Sicer tam, ko govorimo o temeljni pravici slovenskega naroda do samoodločbe, kako se je Slovenija osamosvojila. Mogoče je malo premalo poudarjen slovenski narod, že v sami ustavi. To se jaz z vami strinjam. Se pravi, da bi bila pa recimo za pripadnost slovenskemu narodu potrebna krščanska vera, tega nismo zapisali v ustavo. Nismo zapisali v ustavo. Pa bi se takrat mogoče, ko se ustava delala, to je veliko lažje naredilo kot danes. Še je čas. To je prva zadeva. Pa tudi ne vem, kaj bi pa naredili s tistimi, ki se ne prištevajo k krščanski veri. Tako da, tle se meni zdi tako, veste, operirati z vero kot kriterijem pripadnosti narodu, pol je to lahko, bom rekel, to ena huda delitev, ki lahko zdaj naredimo, in če hoče tudi vojno, ki lahko začnemo takoj zdaj med sabo. Jaz nisem za to. Mislim, da pa imamo vso pravico, da kot državljanke in državljani zahtevamo, da se ohrani način življenja, kakršen ga imamo sedaj v Sloveniji. Se pravi, da imamo radi tudi svinjsko meso, da se naše ženske lahko, bom rekel, oblečejo v obleke, kjer so dekolteji, da imajo lahko mini krila, da jim ni treba biti zakrite, in tako naprej, da lahko praznujemo naše običaje in tako naprej. Se pravi, to pa ja. To je pa vsa pravica, ki jo imamo, in ne izhaja ne iz etnične pripadnosti, ne iz verske pripadnosti, ampak iz kulture. Za mene je, vam čisto po pravici povem, narod tudi več kot kri. Pripadnost narodu se ne izkazuje zgolj in samo s krvjo. Mi imamo nekatere ljudi, ki mu mogoče lahko, ne vem, za koliko 100 let nazaj dokažeš, da ima slovensko kri. Pa v njemu ni nič državotvorno slovenskega. Po drugi strani, se pa spomnite našega prijatelja pred sodiščem, Bosanc. Ponosno nosil zastavo 3 leta. In govoril slovensko. 3 leta. Lahko mu zaploskamo enkrat.
gradbeni delavec, v 60 letih prišel iz Bosne, na nek način posvojil slovenski način življenja, se ne odrekel lastni muslimanski identiteti, lepo prosim, z izjemnim občutkom za pravico, eden glavnih vztrajnikov, ki je bil tudi, če se spomnimo, žrtev. Žrtev napada in žrtev zlorabe. Ne? A veste? Tako da, jaz mislim, da je potrebno, da smo tukaj razumni. Ne? In da ne razdiramo tam, kjer nikjer razdirati. Ete, jaz sem doma iz Štepanskega naselja, izvorno. V Štepanskem naselju, lahko rečemo, smo imeli Jugoslavijo v malem. Jugoslavijo v malem. Ampak vsi smo pa imeli na nek način zvestobo našemu načinu življenja, ki ni noben rušil. Noben rušil. In jaz lahko rečem, no, da iz tega naslova se mi zdi, da je Slovenija in slovenski narod bil sposoben v preteklosti te, o čemer je prej govoril Žiga, integrativne sposobnosti, se pravi povezovalne sposobnosti, da smo znali navdušiti tiste, ki so k nam prišli, da je naš način življenja tisto, kar so sami posvojili kot svoj način življenja. Jaz sem veliko takih prijateljev, ki ne bi hoteli nikoli več iti tja, odkud so bili njihovi starši, zato ker je za njih ta način življenja bistveno boljši. To so za mene Slovenci po načinu življenja, Slovenci po čutenju, čeprav niso Slovenci po krvi. In se mi zdi, da narod, ki ima to sposobnost, je velik narod. In jaz se tega ne bi branil in tega se ne bi sramoval. To je ena zadeva. Seveda se pa stvari spremenijo, ko imaš pa opravka z ljudmi, ki zavestno že pridejo sem z namenom, da nikoli ne bodo na to pristali. To je pa popolnoma druga zadeva. To se dogaja. A veste? In jaz mislim, da pameten narod mora znati prepoznati, kdaj se mu je to začelo dogajati. Kdaj so začeli prihajati ljudje in kdaj se mu začenjajo dogajati situacije, ki jih kot narod več ne obvladuje in da se dejansko začne spreminjati in vsiljevati način življenja, ki ga pa ne želimo spremeniti. In tisto, kar moramo seveda zdaj v Evropi, po mojem mnenju, ugotoviti, je to, da se v Evropi to dogaja. In da se je v zadnjih 4-5 letih to v Evropi in še posebno v nekaterih evropskih državah zgodilo in je to dejstvo. Poglejte, ko jaz berem poročila Švedske, kaj se tam dogaja, mislim, to je neverjetno. Premožnejši Švedi, ki si to lahko privoščijo, enostavno se selijo ven iz Švedske, ker tam več enostavno ne more živeti. A veste, kaj je to? Se pravi, to je pa seveda pa problem. In jaz mislim, no, da Slovenci ta problem moramo prepoznati in moramo ločiti, kdaj gre za eno in kdaj gre za drugo obliko. Ne? In tisto, kar je pa problem, ne, pa jaz vidim, da je v Sloveniji to, da se kot narod glede tega ne moramo poenotiti. Jaz imam občutek, da leve stranke in leva politika to dela namerno, zato, da bi destabilizirali slovenski narod in se ohranila na oblasti. Sedaj je to kratko vidno, tudi z njihovega vidika. Slej, ko prej bodo ti ljudje tudi njih vrgli, če bodo postali močnejši. Ampak oni seveda kratkoročno v tem vidijo svoje prednosti. In tisto, kar bi si jaz želel, da bi se glede nekaterih temeljnih stvari, ki so pomembne, in verjamem, da niso ne leve, ne desne, kot je prej rekel Žiga, tako kot družina, ne, bi se morali poenotiti leva in desna stran. In tukaj jaz pričakujem eno normalno levico v Sloveniji in upam, da bo do nje tudi prišlo. Ne, Jaz bi samo v isti zadevi krajše pa bolj naravnost. To, da smo Slovenci, da smo radi Slovenci, da smo ponosni Slovenci, je povezano s tem, da imamo neko kulturo, da imamo neko moralo, da imamo neke vrednote. In del teh vrednot ni metati muslimane ven. Hvala. Še odpiram nov krog vprašanj. Izvolite. No, jaz sem iz podmladka Slovenske ljudske stranke in jaz imam eno vprašanje, ki se navezuje na
stično točko, kar je, da je treba šolski sistem narediti v sinergiji z potrebami gospodarstva. In moje vprašanje se predvsem navezuje na to dr. Turka. Veliko je govora o sprejemnih izpitih in me samo zanima vaš pogled kot akademik na to zadevo. Hvala. Mečken, še kakšno vprašanje? Ja? Dobro, ker je direktno naslovljen. Ja, kar se tiče sodelovanja z gospodarstvom, se mi zdi, da je vendarle verjetno mora biti od fakultete do fakultete, od šole do šole velika razlika. Jaz sem na naši fakulteti predsednik komisije za kakovost, kjer smo jo pred kratkim prenovili tako, da imajo v njej večino strokovnjaki oziroma uporabniki, skratka ljudje iz gospodarstva, tudi iz državne uprave, glede na to, da gre za gradbeništvo in geodezijo, ki zaposlujejo naše diplomante in ki jih imamo kot en sounding board, se pravi kot eno orodje za feedback, za ideje, da nam povejo, ali delamo prave stvari, ne delamo prave stvari, komentirajo naše učne programe, komentirajo kako izboljševati študijske programe in tako naprej in tako nazaj. Jaz mislim, da si tehnične fakultete preprosto ne morejo privoščiti tega, da se ne bi problemov lotevale na tak način. Kar se tiče sprejemnih izpitov, absolutno se mi zdi, da bi v nekem svobodnem visokošolskem okolju bilo povsem normalno, povsem dopustno, da lahko fakulteta naredi sprejemni izpit za študente, ki bi se na to fakulteto vpisali, se si konec koncev, želi vpisanih študentov, ki imajo prava nagnjena za to. Na nekaterih fakultetah pravzaprav to že poteka, na arhitekturi je dosti težko, še na nekaterih umetniških to teče. Drugje razmeroma velik kriterij predstavlja matura, drugje pa nekje pa pravzaprav vpisnih pogojev sploh ni in žal selekcijo opravljajo učitelji, ki delajo pa na umetniku. Hvala. Veliko bi dal jaz Alešu pa Žigatu, pa grem domov. Ja, ampak kratko. Stvar je Aleš. Na osnovi enega poslanca, ki je dober, jaz jih imam enih 10, ki so dobri. Pa mu grem zdaj noge poljubiti. Urmo, ki je odkril hudo jamo, mu grem noga poljubiti, pa je poslanc. Imam jaz tudi prijatelje poslance. A ne mi govori, 10 let sem bil v Arabiji. Ne me učiti, kaj je muslimanstvo. Jaz vam bom povedal. Toliko časa vam bojo rad lezali, dokaj najo večina, pokamo pa vsi ne stradali, pa vidite, da se ne glavo postavke. To vam pa zdaj povedal. In ne soliti pamet, pa kaj mislite, da sem besni? Mislim, da je... Sto Žiga Turk sem nasmil zaradi Božga, pa vidim, da niste nula. Pa ne mi zamerili. Jaz sem Slovenci, hoče Slovencu, poglejte Mahniča. Njemu lahko brez rečem temu novemu, ki ga ne poznam. No, jaz mislim, da je replika je končana. Hvala. Tam imate hosteso. Pa nam bojo muslimani še delali, še v Sloveniji boste videli. Dobro, naslednje vprašanje. Pa rad videl Slovence poštene. Mahni Čijo, gospod Čakaj Čijo. A ja, se še... Vedali Čijo. Mislim, se malo že povedal iz vidika študenta, oziroma zdaj končujem 2 študija imam, pa me tako malo vsem povem, kako to izgleda realni svet, ker me je zanimalo, sem slišal prijatelji, da naj pridem pogledat, sem sploh sliš, Žigan? Ja. Slišal, je v redu, vlastne glas budu. Da če imate stran, se nam slišal. Ja, blizu mejte. Še bliži. Direktno, prvo, boljša, pa res. Ja, z novega mesta prehajam, pa vem, kako je recimo stanje pri nas, imamo Brevoz pa Krko, to kar dosti me za davke prenesejo, smo dosti močni, tako da vem pa, kako je recimo z nezaposlenimi, kako je tam stanje. In tudi vem recimo, ljudje ne grejo delati, ker imajo preveč podpore države recimo, ali pa ne grejo par otrok, pa ne grejo delati, pa to govorim o Slovencih, ni važno, s kje so, pač imamo ta problem. Tako da mogoče pa imajo otroke, pa otroci se nekaj šolajo, pa došolajo, pa na višji delajo probleme. Recimo šolski center v Novem mestu 3000 dijakoma, tu je predvsej še gimnazijih je nepar. Pač mogoče to je treba paziti, da se otroci se pa tudi šole, da hodijo redno v osnovno šolo, pač je treba to podpirati, tudi izobraževanje, da
Pa država pa nekaj tega, ker če so brez zaposleni otroci, pa smo spet na istem, jih sem plačujemo, ne. Mislim, treba paziti. Je pa, ja, socialna podpora prevelika, ne. Recimo, poštarja sem vprašal, pošti matike, Novo mesto, kakšno delovno mesto, študente, pa imajo, iščejo skozi, ne. Stopen noče priti. Primaš me plača, ali pa reč, ne vem, država daje mladim, jaz ne vem. Študentska organizacija, no to spet zasedna je že iz političnega stanja, vse je pobrano, pa tudi denar ne gre tam, kaj treba, tudi iz Novo mesto ali pa v Ljubljani, vem kako je približno. Glede profesor Turk, tole, ne, recimo više šole so bili primerne za pečkali v višjih šolah. Študiram na Univerzi v Ljubljani fiziko, pa eno višjo šolo imam še v Novem mestu. To je čisto druga zgodba od študentov, no, mislim, ko ste rekli, enkrat v Univerzi študira, če drugače razmišlja, če drugače vidi svet, kot nekdo, ki na višjo šolo hodi. Vsaj take so moje izkušnje tudi. Če ne razmišljajo in vse. Recimo, jaz grem danes, tukaj imam ruzek sabo, izjutri grem v London, potem za 4 dni, potem grem recimo na Dunaj, recimo Flexbus, avtobusi iz Novega mesta, v Ljubljani recimo 10 €, potem iz Ljubljane na Dunaj pa 23 €. To res pač ni dvorišče, ampak je skoraj že sosedna hiša, no. Vse skupaj pocen postane in to nekdo, ki študira, ne vem, univerzo, pa magistrira, 2 milijona nas je, zdaj boste pa nadali nam vsem službo, mislim, ne gre to tako enostavno, ne. Tudi višja šola, recimo pa zanimivo, višja šola imamo 6 mesecev prakse, ne, v podjetju. In tam se res potruduje, da tako je zaposljivo, ne, pa se tudi na naravoslovnem višji šoli, tako da je malo drugače, kakšno družboslovje verjetno, ali pa tudi ne. Potem pa z dosti mladimi se pogovarjamo, recimo v Nemčiji ali pa Madžari, kaj oni počnejo, ta družinska stiska. Recimo Madžari zelo dobro to izkoriščajo, družinsko stiske skoraj nimajo, se mi zdi. Tudi to nataliteta je zelo dobra, tako da mogoče se malo po njih zgledujte, stranke, kaj imamo tukaj. Hvala. No, mislim, da kdo želi komentirati? Mogoče bi jaz sem, glih to je bilo izpostavljeno, tudi ta minimalna plača pa socialna, oziroma socialna podpora je razlika zelo majhna, ne, in da se jih veliko odloči, da naj dobiva socialno nekje na črno dela, pa ide na jurja in več, ne, mesečno neto. Zdaj, ne vem sicer, koliko je lih v Revozu, predvsem po Krki minimalnih plač, ker kakor poznam kolege, ki tam delajo, so plače tam kar dobre, pa vendarle, no, treba je dvigant plačo, ampak ne na račun, da še dodatno obremenjujemo podjetnike, ampak je treba dvigant neto plačo na račun bruto plače, ne. In tudi, če je sicer kratkoročno, če bo zaradi tega imela država nek izpad prihodkov v proračunu za določene blagajne, dolgoročno s tem, ko so ljudem da denar direktno v denarnice, povzročiš nek multiplikator, ne, in da se to da in da ni res, da če ti prihodke iz državnega proračuna, ne, če jih nekaj se jim odrečeš, da boš zaradi tega imel primanjkljaj v proračunu, to ne drži, mi smo to dokazali, oziroma prav Janševa vlada je to dokazala, ko je bil leta 2007, kljub temu, da se je dajal davčne olajšave in vse podjetnikom, da je bil 2007 prvič v zgodovini Slovenije proračunski presežek. Tako da s takšnimi politikami se da naslavljati ta konkreten problem. Hvala. Gospod Aleš? Ja, tako je v življenju, ne, da tisti, ki dela nekaj zato, ker mislim, da mu bodo ljudje hvaležni za ston dela. Ne? Hvaležnost je tako, je ali pa ni, ampak to ni pravi motiv. Ne? Pravi motiv je to, da delaš nekaj zato, ker misliš, da moraš to narediti, pa ne računaš na hvaležnost. Če slučajno pa je kaj hvaležnosti, pa hvala Bogu. No in tako je približno, tako jaz dojemam našo mlado generacijo. Ne? Naša mlada generacija se razume tako, da oni so pač tukaj, vse, kar so pač imeli do trenutka, ko so se izobrazili in tako naprej, je bilo samoumevno, zdaj sem pa jaz tisti, ki razpolagam s svojim življenjem in grem kamorkoli hočem in nisem nobenemu nič dolžen. To je generalno gledano zdaj, bi rekel, dojemanje naše države, naše mlade generacije, ki je seveda, kako bi rekel, če to primerjam jaz recimo zdaj z nekim nogometašem, ne?
ki ga vzgoji nek klub, pa ga pol, on ne more kar iti, ga klub proda drugemu klubu in ga pol na koncu, ne vem, ten klub spet proda onemu klubu in tako naprej. Ne? Se pravi, povsod na nek način, da tega nogometaša predvidijo svojo investicijo v njega in potem ta nogometaš ni svoboden. In prej je rekel Žiga seveda, da je on proti, da se to ne da postaviti nekih administrativnih ovir za to, da bi mladi se odseljevali. Kljub temu, kar sem zdaj povedal, se z njim strinjam. Ker jaz mislim, da na nek način ni daleč od resnice to, kar mladi čutijo. Res je. Oni so imeli pravico, da smo jih rodili in od takrat, ko smo jih rodili, so imeli tudi pravico, da smo za njih dostojno poskrbeli. In imajo zdaj pravico, da razmišljajo, kaj bodo s svojim življenjem naredili. Čeprav pravim, da je to daleč od logike nekih nogometnih klubov. Ampak, torej, če jih mi hočemo tukaj zdržiti zdaj, ko jih imamo, moramo narediti kaj? Da bo on, ko bo preračunaval svoje možnosti v Sloveniji, v tujini, v Nemčiji, v kjerkoli državi že, ugotovil na koncu pod črto, da se mu najbolj splača biti doma. To pa lahko naredimo in moramo narediti. Ker če tega ne bomo naredili, potem imamo vse tiste probleme, o katerih smo govorili na začetku. Se pravi, mi se moramo potruditi, da bomo Slovenijo naredili za naše mlade konkurenčno najboljšo državo na svetu. To je edini razlog, če hočemo, da bodo tukaj ostali. V vseh ostalih primerih pač ne bodo ostali. Tako da se tisto, kar se jaz zavzemam, je to, da za serijo ukrepov zagotovimo, da bo Slovenija konkurenčno najboljša država za naše mlade. In to se da narediti. To se da narediti in to bomo naredili, ko smo na teh volitvah. Hvala. Žiga, roko si, oziroma si pokazal, da imaš še komentar. Izvoli. Ne, se kar strenjam z gospodom Princem. Sigurno lahko naredimo dosti boljše razmere. Se moramo pa zavedati vseeno tega, da čisto preprečiti kroženja mladih ne bomo mogli. Ker za tiste najboljše, tako kot najboljši slovenski nogometaši ne bodo igrali v slovenskih klubih, ali pa ne vsi, pa najboljši košarkaši, pa najboljši hokejisti, tudi najboljši, ne vem, fiziki in farmacevti in gradbeniki in ne vem kaj še tega. Pač za najboljše je trg cel svet, lahko se potrudimo, da jih čim več pridobimo, lahko se potrudimo, da tudi koga od zunaj, da tudi kakšni mladi, visoko kvalificirani iz tujine vidijo svojo priložnost v Sloveniji in se seveda potrudimo, da res pride do tega kroženja, da se tudi kdaj kdo vrne za celo mrežo svojih kontaktov. Jaz občudujem delo, ki ga recimo ASEP dela, to je pač ustanovljeno od skupine mladih slovenskih akademikov in podjetnikov v ZDA, ki so zorganizirali cel sistem, kako Slovence štipendirati, da hodijo študirati v Ameriko. Marsikdo bo v Ameriki morda ostal nekaj časa, ampak ta ASEP tudi govori in moleduje in hodi okrog ministrstev, kako bi ta ministrstva uredila zadeve z vidika socialnega zavarovanja in tako naprej, da bi se lažje potem, če bi se kdo odločil vračati. Tako da, moja želja je, ja, še bolj bi bilo vrhunska država, najboljša država, ampak že normalna, sam normalna bi bilo že zelo fajn. Dobro, hvala. Še ena roka je, izvolite. Zdravljanje sem veliki dolžal, pozdravljam bi Bližje. Vi ste rekel, da želite, da bo Slovenija najboljša država na svetu, ona to že je. Vi se tega ne zavedate, jaz govorim po internetu z velikimi kolegi, ki so po svetu in ko govorimo o razmere, kakšne tam šlo Avstralija, velike plače, ampak davki veliki, ne dostanete nič. Rečemo, pogledajte, danes ste na 3 leta ste odpeljali skočite vodo, to ni nikjer na svetu, razumete. Jaz sem danes slišal enega v Ljubljani iz Bangladeša, prav, moj brat je že treba v Ljubljani 5 let in me povabil vsem v Slovenijo živeti, ker je to najboljša država na svetu. To že veliko, enega Makedonca slišal Zidarja, prav sem delal v Švici, v Skandinaviji, ne bo že v Sloveniji. Plača malo manjša, ampak življenje čudovito. Slovenija že je najboljša država na svetu za življenje.
No, to je pa še en dodatek k domoljubju in do samozavesti. Žal se s tem ne strinjajo vsi tisti, ki grejo, ne? To je edini problem. Se pravi, moramo znati povedati to, ne? Mogoče le se strinjam, gledajte, jaz se z vami strinjam. Verjetno premalo naredimo tudi na samo promociji, bom rekel, življenja v Sloveniji, tudi med našimi otroki. Gledajte, meni je zelo žal, ne? Meni je zelo žal, ampak zadnji se videli, ne? Je bila neka anketa narejena med študenti, ne? 2/3 študentov razmišlja samo o tem, kako bodo šli ven. A veš, se pravi, da na nek način gotovo se dobro ste to povedali, premalo naredimo tudi na samo promociji. Mogoče se malo premalo cenimo, tako da se strinjam. Hvala. Ja, kratko repliko. Radio Levante hoče več denarja. Oni da se razumete, da dok si fičko tam tle kamot, priješ od točke A do točke B. Vsi hočejo Ferrari, Mercedes in to grejo ven. Slovenci da zmagajo na kožbi. Vznosi pa tujci. Kam to greši tujci? Vsak si hoče se zadnji. Dobro, problem je širši, očitno. Še ena roka. Kratko, prosim. Glede naprej, nisem dobil odgovor, da bom zdaj rekel. Vsi govorijo o državi, nihče ne govori o ljudeh. Torej, kaj so naredili konkretno za ljudi? Lahko se vrnemo od 91. leta nazaj, pa pogledamo, kje afere so sploh razčistili v kvarnosti, to je korupcija. Zdaj bomo pa tako rekli. Razpadali, pri elektriki se plačuje več kot 70% za sistem, kako bi rekel, parazitiranja. Pri nafti se plačuje več kot 70% za sistem parazitiranja. Imamo potrošništvo, brez katerega je ta sistem razpadel. Imamo, kako bi rekel, zadolženost, ko govorijo, da so skrbeli za človekove pravice, pa so temeljne svoboščine. Ne skrbi se. Če gremo zdaj, lahko takoj pokažem, da ni to ne pravna, ne socialna država, pa gremo pravno pokazati. No, to pa že presega našo temo. Ne, govorimo, da nam šolski sistem raste, pada, pa gremo lahko gledati konotacijo. Celi grozdi v tej državi ali pa politični tvorbi, ker se bolj sliši, so razpadli. Zdaj so samo podizvajalci. Praktično niso več sposobni, bomo rekli, na velikem sistemu, da delujejo. Ni mu takih, kako bi rekel, koncernov, kakor jih imajo tuje države. Zdaj bomo pa rekli, 18 milijard je pa bližen obtočna, kako bi rekel, monetarna količina v denarju. Zakaj se na to plačuje, kako bi rekel, obresti, če pa to iz lufta denar? To bi tudi jaz lahko, kako bi rekel, z Urbano na tisku, pa bi bil isti sistem. Dajmo ugotavljati, kje so finančna sredstva, pa zakaj ta država sploh ni sposobna razrešiti. Pa koliko je nekih problemov? Hvala. No, jaz mislim, da kaj več se tudi ne da več vprašanj in bi počasi zaključili. Če ima še k tem zadnjim pripombam kdo kakšno pripombo? Lep se rad samo sem zahvalil za udeležbo. Jaz sem vesel z vami, ki ste prišli. Ne bom nič kritiziral, nič ne bom želel kaj drugače. In vas vabim, da se tudi na ostala srečanja, ki jih bomo imeli zdaj pred volitvami, udeležujete in kar je ključna zadeva. Vse, kar se zdaj pogovarjamo, ima ta namen, da greste vi med ljudi in med ljudmi poveste, kako morajo voliti oziroma kako je najboljš, da volijo. Ker če hočemo imeti lepšo, boljšo, pravičnejšo Slovenijo, potem je treba na teh volitvah voliti za spremembo, ne teh strank, ki so zdaj na oblasti. Jaz bi samo še to pomenil, problematika mladih, kot vidite, je široka, prav tako pa problematika starejših upokojencev in prihodnji teden bo prav tako ob 5 tukaj javna tribuna na temo varna in zadovoljna starost. To je naša želja in mislim, da mora politika tudi v tem pogledu dati odgovor, kako do tega pride. Hvala lepa.